bojniškem mestu bojne bataljonske skupine. Infrastruktura, kot vidite, je postavljena iz pnevmatskih šotorov in pa vozil Svarun. V šotorih so urejeni v bistvu delovni prostori za poveljstvo bojne bataljonske skupine, ki nam omogočajo načrtovanje, se pravi delovanj. Ta šotor predstavlja konferenčni šotor oziroma šotor za briefinge. Zdaj se nahajamo v šotoru sektorja S3. Oni so v bistvu nosilec načrtovanja delovanj in povezujejo vse ostale sektorje pri pripravi pa izdelavi ukaza za delovanje bojne bataljonske skupine. Sektor S2 zagotavlja obveščevalne informacije oziroma pokriva obveščevalni del za bojno bataljonsko skupino in pa se pravi sektor S6, govorim za zagotavljanje pa skrb za sredstva zvez pa za komunikacijsko-informacijske sisteme. Zdaj se pa nahaja sektor S1, oni v bistvu skrbijo za kadrovsko zagotovitev in pa načrtujejo ustrezne sile pa kadre za bojno bataljonsko skupino. Tam je pa zdaj taktični operativni center, se pravi srce poveljniškega mesta, kjer se zbirajo, obdelujejo vse informacije v zvezi z delovanjem. Informacije se prikazujejo na dva načina, en je ta analogni na operativni karti, en je pa preko, se pravi, Sitaverja. To sliko nam pa omogočajo v bistvu sistemi, ki se nahajajo v poveljniških Svarunih in prek sredstev zvez projicirajo slik, ki lahko v živo spremljamo premike pa delovanje naših enot na terenu. Ta zadeva je v funkciji 24/7, ker moj poveljnik ves čas zagotavlja situacijsko zavedanje pa operativno sliko o tem, kaj se dogaja. Mi se nahajamo na zalednem poveljniškem mestu, kjer je skoncentriran logistični del poveljstva bojne bataljonske skupine in pa poveljnikova skupina, ki ga podpira. Primarno je ta del namenjen logističnemu načrtovanju delovanja v primeru premika osnovnega poveljniškega mesta, pa tudi skrbi oziroma prevzame vlogo osnovnega poveljniškega mesta in isto zagotavlja, se pravi, nadzor pa situacijo pa situacijsko zavedanje. Nahajamo se v, se pravi, poveljniškem Svarunu oziroma srednjem kolesnem klepnem vozilu. Ta verzija je malo drugačna od tiste, ki uporabljajo manevrske čete, omogoča pa, da tudi v premiku ali pa med delovanjem spremljamo situacijo in pa v bistvu nadziramo pa izvajamo kontrolo nad delovanjem enote.